Pozdravljeni. Med jesenskim 21-dnevnim postom, izkušnjo sem popisala tudi v knjigi Razstrupi se, sem bila še toliko bolj dovzetna za prostor, dom, v katerem živim. Prečiščenje energije v domu se lahko človek loti z različnimi tehnikami, tudi s feng šujem, vede starodavne kitajske, ki nam skuša pomagati pri energijskem očiščanju prostora, od dišečih palčk, svečk, tudi eteričnih olj. Sama sem pred spanjem na primer kanila nekaj kapljic esence sivke na blazino in noč dokaj mirno in prijetno prespala. Toliko bolj pa sem bila pozorna na plastično embalažo, ki se nam kopiči v domu. V domu, seveda tudi v okolju. Že 4. leto jo najprej zberemo v vrečki v kuhinji in priznam, da smo se kar izboljšali. Na začetku smo napolnili kar po 3 vreče plastične embalaže na teden, preden smo jo odvrgli v zabojnik. Smo pri eni polni vreči in še vedno pa se sprašujem, kam s kopico plastičnih posod. Za pralni prašek, mehčalec, za pranje posode. Če sem že pri pranju posode, nekaj časa sem kot nadomestilo uporabljala tudi domač kis s kakšno dodano žlico sode, bikarbone. V zadnjih tednih sem se spet malce polenila in prišla na bolj enostavno uporabo, torej plastenka s čistilom za posodo. Pri pralnem prašku bi lahko ponudnik po moje naredil pravcati marketinški posel v dobro okolja. Vse potrošnike, ki bi vrnili izpraznjeno posodo, bi na primer enkrat na leto nagradil z brezplačno tekočino 2 litrov pralnega praška, mehčalca. V dogovoru s trgovinami bi lahko nastala lepa akcija Mar mi je za okolje. In tako kot si lahko nekje že v steklenico natočimo mleko, na primer, bi si lahko morda v trgovinah v te plastične posode natakali pralni prašek, mehčalec za perilo in pa še kaj, to mi še nekako manjka na trgu. V krogu ene od družb za predelavo odpadkov sem enkrat slušateljem komunikacijskega usposabljanja KUP-a omenila možnost, da bi potrošniki imeli kar v lastnih gospodinjstvih, na primer manjše rezalnike ali pa napravice za stiskanje oprane plastične embalaže. Zdaj ne vem, kako je z vami, ampak meni ni prav nič prijetno stresati takole polno vrečo odpadne plastične embalaže, vselej skoraj do vrha napolnjen zabojnik. Vedno se namreč zalotim v misli, da bi lahko to nekako že sama krepko zmanjšala, stanjšala, skratka z manjšo prostornino prispevala k manjšemu onesnaženju okolja, če se že nakupu določenih artiklov iz različnih razlogov ne moremo povsem odpovedati. Pa so mi takrat moji slušatelji pojasnili, da zadeva ni tako enostavna, da obstajajo posebni stroji za posamezne oblike in velikosti plastične embalaže in konec koncev, če obrnem malo z druge plati, kaj bi potem delali v podjetjih za predelavo embalaže, za odvoz odpadkov, za sortiranje, če bi že mi, torej potrošniki, tako rekoč predelali in zreciklirali te ogromne plastične tvorbe na minimum že na samem izhodišču, kjer se skupaj nastaja ta plastični odpadek iz gospodinjstva in osebne nege. Razstrupi dom je nekaj, kar ti med postenjem pride v misli še toliko bolj močno, naenkrat ti postane še toliko bolj mar, kakšno milo na primer uporabljaš za telo, s kakšnim šamponom si na primer opereš lase. No in ravno o tem, kako sem se lotila jaz krepitve las, vam zaupam prihodnjo nedeljo, tokrat pa vam v izziv dvoje. Prvič, vabljeni, da v komentarju k videu prispevku zapišete in priložite še kakšno sliko ali morda kratek video o tem, kako se vi lotevate zmanjševanja plastične embalaže v svojem domu, tako pri kuhi kot pri osebni negi. In drugič, med vsemi starimi in novimi naročniki YouTube kanala Razstrupi se, prisluhni si, bom v KUP-a do vključno 14. februarja 2021 izbrala 5 takšnih, izžrebala, povsem naključno, ki si boste lahko v letu 2021 privoščili.
ali brezplačno enkratno razvajanje v kisikovi komori ali pa brezplačno branje knjige Razstrupi se, 21-dnevni post s poudarkom Prisluhni si. Naj vas torej povabim. Razstrupi dom, 7-dnevni izziv. Zasedanja na podobno temo v sredo, nedeljo, torej 2-krat na teden, in prvi petek v mesecu intervju Prisluhni si z Biserko. Tema pa Razstrupi se in prisluhni si.